in dobrodošli v svežem podcastu Odkrito o skritem, kjer bomo govorili o vseh različnih globokih temah mentalnega zdravja. Tukaj v prečudovitem Triglav Labu z nami sta pa Žiga in pa Klavdija, ki bosta razkrila vse, kar je skrito. Zdaj pa najbolj Žiga, da se kar sam predstaviš. Midva se sicer že poznama, ampak kdo si in kaj počneš? Ja, sem Žiga Lah, ukvarjam se v bistvu z YouTubeom in streamanjem, tako da igram igre, me ljudje spremljajo, tako da to je to, odtle me ljudje ponad poznajo. To je to? A samo to? Načeloma ja, malo fitnessa vmes probam, ampak ja. Aha, super. Pa še vi? Lepo pozdravljeni, moje ime je Klavdija Zverzahvi, sem psihologinja in psihoterapeutka. Hvala. Pozdravljena oba. Tako da imamo v bistvu obe plati te mentalne težave, depresije in bomo v bistvu spregovorili iz obeh. A ne? Ja. A smo ready na vprašanja? Kaj pravite? Smo. Super. Najprej Žiga, čist simple. Kako bi ti s svojimi besedami opisal depresijo oziroma kar si doživljal takrat? Opisal bi neki, zelo težko je dejansko to opisati z besedami, ampak če bi mogel kaj povedati, je tako mogoče, da se počutiš čist samega, pa da ne veš, kaj želiš v življenju. Ja. To se mi zdi, da je največji problem, no? To, da ne veš, zakaj obstajaš, tako nekako. Ja, to je kar, ja. Zdaj, veliko ljudi se mi zdi, da zamenjuje depresijo s tem, da so občasno majčkeno žalostni. A se tebi tudi zdi, da je to en tak dost nov pojav, da se toliko govori o depresiji, čeprav to mogoče pač ni glih depresija? Mislim, jaz kot YouTuber to dosta opazim, se mi zdi. Probam tudi ljudem razložiti, da ni enako, če imaš ti neko obdobje enega tedna, mogoče mesec, da je to enako depresiji. Definitivno ni fajn, ampak bi rekel, da depresija je bolj globoka gre, no, ker dejansko ti ne moreš normalno funkcionirati, kot ostali normalni ljudje, ali kako bi rekel. Ja. Kaj pa na stroki? Ja, Žiga je lepo povedal, zelo težko je opisati z besedami, veliko povejo pa sami občutki, ki so zelo globoki in zelo težki. In spopada se s temi občutki je težko potem tudi poiskati pomoč, narediti prvi korak, ker je ogromna ena utrujenost, enega upada volje, moči, velike ene nemoči, tudi občutkov krivde, zakaj se ne morem zmigati, zakaj ne morem nekega premika narediti. Večkrat se sliši, da se malo skup pobere in bo lažje, ampak dejansko ne gre za to. Dejansko oseba ne zmore sama in potrebuje neko strokovno pomoč. Ja. In kaj bi bil recimo en nasvet za nekoga, ki v bistvu si ne more poiskati pomoči, kako naj naredi ta prvi korak? Ker ja, je težko, v bistvu takrat nisi niti nočeš iz hiše. Ja. Dejansko je tako. Včasih tudi mogoče kdo drug opazi, da sami pri sebi sploh ne opazimo. Če pa opazimo sami pri sebi, na internetu se zdaj najde že marsikatera informacija, potem pa je fajn, da spregovorimo o tem, ali je to s prijateljem, pa pomaga, da naredimo nek prvi korak, ali je to doma starši, če je opcija, ali je mogoče širša družina, pa je kakšna teta stric, kjer lahko mladostnik naredi prvi korak, ne pa da povedajo o težavah. Potem se pa gre naprej, ali je to splošen zdravnik, psihoterapija, če je to v zgodnji fazi depresije, je lahko psihoterapija zelo uspešna in tudi niti ni dolgotrajna. No. Če se stvar poglablja, da se pridruži, oziroma ponavadi je dosti prej anksioznost, pa potem depresija. Da se nekdo že nekaj časa spopada z anksioznostjo, se potem poglobi še v depresijo, potem je pač proces zdravljenja nekoliko daljši. Ja. No. Se pravi, v bistvu tako pri kjerikoli bolezni, prej, ko se ugotovi, prej, ko se poišče pomoč, lažje pomagati. Tako vpliva na proces zdravljenja in tudi na ponovitve depresivnih epizod. Ja. Kako si pa ti poiskal pomoč? Kaj je bil tvoj, da si začel? V bistvu pri meni je bil moj največji problem, da nisem nobene pomoči poiskal. Tudi s tem, ker me je mami vprašala dostikrat, kako se počutim, a se lahko pogovoriva, se nisem hotel. Ja. Tako da sem bil zelo zaprt vase, tako da mislim, da bi to tudi glaven problem, zakaj je to tako dolgo trajalo. Zdaj nimam pa točne informacije oziroma ne spomnim se točen, kdaj sem jaz dejansko prišel bolj ven iz tega. Se mi zdi, da sem začel takrat ful telovaditi spet, pa sem nekako se tam zgubil, ker na začetku so bile videoigre, v katerih sem si s tem pomagal, pa sem začel telovaditi. Pol kasneje sem pa spoznal še punco, tako da to je bil tudi velik plus, se mi zdi, no, da sem prišel na boljše. Je punca pomagala? Definitivno. No, ženske rešujemo svet. Kaj so pa starši takrat rekli, v bistvu, ko so opazili, mogoče, da imaš ti mogoče neke težave? Ste se pogovarjali odprto o tem?
Jaz mislim, da dejansko nisem imel sploh socialnih stikov, razen online s prijatelji. Tako da sploh ne vem, če sem se kaj dosti pogovarjal s svojimi starši. Okay. Sicer sem zelo hvaležen, da so dovolili, da sem doma in tako naprej. Se mi pa zdi, da sem videl pri mami oziroma pri njej najbolj, no, da se zdi, da to, da sem bil jaz v depresiji, da je zelo vplival tudi na njeno razpoloženje. Se zdi, da je bila tudi ona ful bolj žalostna, ko ga če primerjam zdaj. Ja, ja. Kako pa ponavadi starši lahko pomagajo v takih situacijah, ker se mi zdi, da večina otrok tudi, oziroma mladih, ne upajo staršem povedati teh težav, zaradi tega, ker mogoče imajo starši pol občutek, otroci imajo občutek, da bo se starš počutil krivo, ampak je vseeno pomembno itak, a ne, tukaj v prvi vrsti mora pač starš pomagati, ne, kako lahko pomaga starš. Najprej je treba začeti, ne, o katerem obdobju govorimo, o katerem obdobju mladostništva govorimo. Ne. Zdaj, če je to zgodnje mladostništvo, otroci tudi nimajo, oziroma mladostniki niti nimajo besed, kako bi to poimenovali. In depresivni znaki so bistveno malo drugačni od pa depresije pri odraslih. A ne. Dosti več je razdražljivosti, jezljivosti, nekega upora. Ne. In lahko je odzadaj tudi neka depresija. Zdaj starši, ko opazijo neke znake in da vidijo, da to res dlje časa traja, da je neki upad učnega uspeha, da prej to ni bilo prisotno, da nima interesa za socialne stike, da ni nekega veselja več, potem je mogoče za razmišljati, da se pristopi k pediatru in se ga vpraša, kaj se lahko naredi. Ne. Starš potem lahko pristopi tako, da je precej suportiven, ne z nekimi velikimi nasveti, ampak da posluša, spremlja, kako je, ne. Da mogoče tudi organizira kakšne izlete, kjer je neka tema lahko malo bolj lahkotna, ne, da se vedno pogovarjamo samo, kako smo, ampak tudi kaj lahko delamo skupaj. Ne. Žiga tudi prej omenil fizična aktivnost. Ne. Seveda je to zdaj odvisno, v katerem obdobju depresije smo. Ne. Zdaj, če je neka zelo globoka depresija, takrat je telesno tudi ne zmorejo neke fizične aktivnosti. Ne. Je tako razpoloženje zelo nizko, zato moramo iti preci postopoma. Ne. Starši lahko tudi poiščajo pomoč sami zase, to se pravi, kako naj ravnam z mladostnikom, ko je v stiski. Ne? Ker vaša mama je bila definitivno v stiski, ker ni vedela, kako pa kaj, ne? Kako pomagati. Ne? Depresija je tudi motnja, o kateri zelo težko govorimo, pri nas pa doma se to dogaja. Ne? Mislim, mogoče bo pa kar izvenelo, ne? In včasih res ne izveni. Tako da je pomembno, no, da starši se čim več pozanimajo, da poskušajo tudi razumeti mladostnika, ker so te vedenjski izbruhi so pogosto. Ne? Ni to, da bi se umikali, kot je na primer pri odraslem, ampak je več tega vedenjskega, ne? Ki jim potem rečejo, da se neprimerno vede, ne? In da ni nujno, da je to odraz samo nekega neprimernega vedenja, ampak mogoče večje stiske. Ne? Ja, že prej smo se mi pogovarjali glede tega, da mogoče prijatelji lahko pomagajo do neke točke, pa tudi starši, a ne? Ampak ti nisi strokovno podkovan, da dejansko lahko ponudiš neko konkretno pomoč. Lahko si opora, ne moreš pa zares rešiti problema. Tukaj je zelo pomembno, da poudarimo, da je treba še vse tudi te stvari strokovno pomočjo rešiti, ne samo s prijatelji in malo pet ven, pa boš boljša, ne? Ja, prijatelji so dejansko zato, da res mogoče, da spravijo tega drugega prijatelja, ki ima težave, mogoče na sprehod, ne. Ja. Da ga posluša, da se pogovarjata, da mogoče film skupaj pogledata in to je to. To je, mislim, ko govorimo o depresiji, je treba vedeti, da je potreben celosten pristop. A ne, prijatelj je tisti neki socialni stik, ki normalizira situacijo, a ne, da lahko še stopimo ven iz hiše, se sprehodimo, mogoče gremo na kakšen izlet. Starši so ta varnost, a ne, podpora na drug način. Ne. Ta strokovna pomoč pa, da se mladostniku razloži, kaj to je, ne, kaj doživlja, zakaj tako doživlja, da mora biti dober razlog, a ne, da ni kriv za to, da se tako počuti, ampak nekako razložimo, zakaj se mu je to zgodilo, kar se je. Ne. Ja. In osmišljanje pomaga, no, to je ta prvi korak, ko jaz razumem, da lahko povežem, ker kar je opaziti, so misli, so precej težke, a ne. Ja. In to vpliva tudi na samo podobo, ne. Nisem dovolj uspešen, nisem dovolj dober, pogosto se pokaže tudi ta telesna samopodoba pade, ne. In potem postane naenkrat prizma, s katero gledamo na sebe in na svet precej temna, ne. Ja. Zdaj smo naredili nekaj uvod, kaj je to depresija in kako si na hitrco pomagati. Zdaj pa bi tebe prosila, da v bistvu malo več poveš o tem, zakaj se ti v bistvu sploh, kako se je vse skupaj začelo z depresijo, da si opazil, da imaš težave, zakaj?
Zdaj v bistvu glavni razlog je definitivno pač bila košarka. Košarka je bila edina stvar, ki sem vedel v življenju, kaj želim početi, da me je veselil. In sem vedno mislil pač, da bom profesionalen športnik in tako naprej. In pol je prišel čas, ko sem bil povabljen na mladinske olimpijske igre in sem tam pač se imel res fajn, pač zelo težko je opisati, kako dejansko je živeti v olimpijski vasi, pa koliko se je tam fajn imeti. Dejansko je bilo to po moje prvič, da sem bil skoraj mesec stran od družine in dejansko nisem imel niti potrebe klicati domov pa to, ampak ne zato, da jih ne bi pogrešal, ampak tako, toliko sem se imel fajn, da nisem rabil potrebe po nečemerkoli drugem. In sem tam tudi dobil v bistvu olimpijsko medaljo. Pa veliko ljudi se mi zdi, da te tudi pol pač kontaktirajo in vse, na splošno. Takrat je moj Facebook bil zelo poln sporočila. In pol, ko sem prišel nazaj v normalno življenje, kjer dejansko pač definitivno se mi zdi, da mogoče je tudi to, ja, pozornost od ljudi, pa to, kaj je pol ni bilo več, ampak je tudi definitivno na splošno življenje tam na splošno z drugimi športniki v tej olimpijski vasi in tako naprej. Pač živel sem to, kar sem mislil, da mi bo itak služba. In pol, ko prideš enkrat nazaj, ko vidiš, koliko je bil življenje tam super, se mi zdi, da je to pol počas šlo na slabše in sem jaz pol v bistvu mačkan manj bil tudi zainteresiran za košarko, pol nekako, ker je zelo čuden. In sem pol tudi šolo počas puščal, tako da takrat so bili po moje začetki, 4. letnik. Pa si se počutil krivo mogoče zaradi tega, ker se zdaj tako počutiš, ker si želiš nazaj, pa veš, da pač ne moreš, pa to je bilo eno obdobje, pa si mogoče malo žaloval za tem obdobjem, a si se počutil krivo zaradi tega. Da je bilo tudi to mogoče razlog, da se ti je... Mogoče sem se kdaj krivega počutil, da sem bil mačkan manj pol ne lih resen v košarki, ampak da sem nekako izgubil malo interesa takrat. Se mi zdi, da je bil to mogoče tudi eden izmed razlogov. Pa sem se pol tudi zelo dolgo spraševal, kaj bi bilo, če bi ustrajal naprej. Ker definitivno vem pač glede dosežkov, da pač sem bil zmožen, da bi prišel naprej. Ampak sem pol itak kasneje, ko sem začel spet malo tako amatersko trenirati, sem mogel pol nehati zaradi kolkov in sem nekako prišel do spoznanja, da v bistvu tudi če bi takrat ustrajal, zaradi svojih kolkov ne bi mogel dejansko nadaljevati te kariere. Tako da mi je to tudi nekako bilo pol olajšalo mi je. Ja, to, da nisi toliko obžaloval, pa da si imel nek dejansko razlog. Ja, zdaj glede športa se mi zdi, da se itak veliko športnikom se to zgodi, da ko zaključijo kariero ali pa se v bistvu spremeni njihovo življenje na tak način, da grejo iz tega, zdaj pa je hype, pa ljudje me poznajo, pa ne vem kaj vse, pa padeš v eno tako normalno življenje, kjer pa pač tega ni več. Tudi o tem ne govorimo dosti, ker se mogoče ena taka stigma okrog tega, ja pa si imel vse to, in pač zdaj, zakaj si imel eno obdobje, ki je bilo lepo, zdaj pa pač živ normalno naprej. Imaš feeling, da te mogoče kdaj kdo reče, ja pa si imel eno tako lepo izkušnjo, zakaj si zdaj žalosten zaradi tega? To je čisto brez veze. Pač, veš, kaj vse si doživel? Mislim, da v zvezi s tem ne toliko, bolj to vidim kot youtuber. Aha, okej. Ker še vedno se mi zdi, da kot smo se prej tudi pogovarjali, da depresija nikoli ne gre čist stran, bi rekel, nikoli ni isto in definitivno imam slabša obdobja. In se mi zdi, da ljudje nas zastopajo kljub temu, da počnem nekaj, kar je dejansko po moje trenutno najbolj zaželjen poklic med mladimi, da vseeno to ne pomeni, da boš zdaj kar naenkrat srečen in je to. Ja. Kaj pa kot youtuber, imaš tudi kaj težav s tem? Mislim, definitivno imam, ker ti enkrat to rata služba, si mogoče preveč fokusiran na številke. In če številke padajo, kljub temu, da recimo, če vidim, da niso samo meni padle, ampak na splošno tudi drugim youtuberjem, še vedno gledam sebe, zakaj me ne marajo več, na ta način. In pa spet tukaj sebe primerjam z drugimi in spet ni dobro. Ja, tu lahko jaz tudi potrdim, da čutim enako. To je kar ena taka zanimiva izkušnja, ki jo v bistvu tudi težko opišeš, zaradi tega, ker je res dost unikatna služba, ki je niti ne moreš razložiti. To delaš v bistvu sam z ljudi, mogoče me bojo gledali, mogoče me ne bojo. In zdaj, če me neki cajta gledajo, pa me pol nehajo, imam kar en tak občutek in hitro se... Če nisi dost mentalno pripravljen na te stvari, te hitro potegne nekam v ene temne kraje, o katerih se danes pogovarjamo v bistvu. Ja, kako je v bistvu takrat depresija vplivala na tvoj vsak dan? A si šel iz nekaj, da si bil nek ta bubbly person, pa si
ne vem, se veliko pogovarjal z ljudmi, pa kar naenkrat ostal. Bil sem vedno bolj introverten, to sem tudi opazil, ker sem bil v reprezentancah, zato se nikoli tam nisem dobro počutil, ker so se vsi med sabo razumeli, jaz sem bil pa vedno nekje v kotu stisnen. Tako da nikoli nisem bil neki tako outgoing, ali kako bi povedal. Kaj je bilo točno še? Kako je to vplivalo na tvoj vsakdan? Ja, v bistvu pol, ker sem pa pač prišel v to depresijo, je pa vplivalo tako, da zamenjal sem dan in noč v bistvu. Aha, ja. Zbudil sem se, ne vem, ob 8-9 zvečer, pa sem bil pol po koncu nekje 12, nekaj tasga. Pač po noč sem se najbolj počutil, se mi zdel, kakor pač tišina, vse tako nasplošno. Začel sem full videoigre igrati, ker se mi zdi, da je dejansko bil zelo velik razlog, da mogoče nisem zašel v kakšne slabše stvari, pa kjer sem imel še socialne stike v bistvu online s prijatelji, tako da to se mi zdi, da je bil en velik del, ki mi je v bistvu pomagal v tem obdobju. Drugače pa ja, poleg tega, da sem zamenjal dan, noč, nikoli nisem šel ven, 2-3 leta sem bil skozi noter, enkrat na let sem šel ven, pol, kaj je še bilo. Ja, v bistvu pol tudi to, ker smo se pogovarjali, v bistvu ja, umivanje zob, pa tuširanje, vem, da sem se tuširal mogoče enkrat na mesec, če. Še to sem se tuširal, kadar je mami dejansko omenila, da me lahko voha, ne, ker veš, da je zelo slabo, ampak ker prideš do tega, v bistvu tudi ti ne zaznaš teh stvari, v bistvu, no, pač vsaka majhna stvar ti je zelo težka, no. Ja. Ja, to je ful pogosto, da so te v bistvu osnovne stvari, ki jih pač človek naj bi delal, enostavno ne najdeš več energije. Ampak a je pogosto to, da ljudje zamenjajo v bistvu, tako je Žiga, dan in noč, da po noči bolj zaživijo ko pa po dnevi? Pride do motnje spanja. V vsakem primeru pride do motnje, nekateri se umikajo v spanje, lahko spijo ure in ure, nekateri imajo težave z umirjanjem, to se pravi, da grejo sploh v spanec, lahko se zgodi ta sprememba, da zamenjamo dan in noč, ker po noči je vse bolj mirno, bolj varno in takrat malo bolj nekako zaživijo, Tudi težave se pokažejo pri hranjenju, to se pravi, ali ni apetita, ali so zelo ješči, sladkor zelo takrat paše, motnje za prebavo, druge kakšne bolečine, kot so glavoboli. To so vse neka simptomatika telesna, ki se pokaže tudi ob depresivni motnji. Ja, neki prvi znaki, ki v bistvu lahko mladi so malo pozorni na, če se tako sploh, če je dlje trajajoče in tudi na nobenem pregledu se nič ne pokaže, potem je to lahko odraz tudi nekega depresivnega stanja. Ja, to so še vse ene stvari, ki jih res samo ti veš, Saj tudi marsikdo ne prizna, da se mu to dogaja, Zato je tudi težko to prijatelju videti, mogoče pa nekaj narobe, Tako da, ja, rekel si, da te je depresija spremenila kot človeka. A si kdaj bil na eni točki, kjer v bistvu se nisi več prepoznal? Kak si bil prej, pa kak si zdaj? Mogoče edina stvar, ki sem mogoče najbolj toliko prepoznal, je, da včasih, pač, ko sem bil športnik, sem pač komod toliko treniral na polno, po tudi 6 ur na dan. In zdaj, recimo, ko pridem nazaj v fitness, pa to, mi je zelo težko priti v ta habit, da bi dejansko redno skozi treniral. Zdaj sem si pomagal s tem, da pač sem pripričal še prijatelja, da pride zraven. In sem v bistvu drugega zdaj v bistvu, mujeva, da gre trenirati. Ampak še vedno nisem v tistem stanju, da sem, ko mi čakam, da grem, in upam, da enkrat spet pridem nazaj to, ampak ne ima to depresija spremenila, ali nasplošno pač se vratu bolj len, ali kako preko. Ja. Zdaj, meni se zdi, da je pomembno, da govorimo še majčkeno o šolah, tako da bomo oba dva vprašala, ker šola sicer lahko pomaga, itak, ampak ali pomagajo? Koliko šole v resnici pomagajo pri tem problemu? Ko mladim zbolijo za depresijo, a se dosti hitro zazna, se dosti hitro pomaga in kako se pomaga? Najprej mogoče ti, a si imel kako tako izkušnjo, da je bil kak sošolc, ki je imel mogoče kakšne težave? Ti si bil sicer starejši, nisi bil več v šoli, ampak a si kdaj opazil? Bil sem četrtletnik, ko se je meni to začelo dogajati. Ja. Ampak pri meni je bilo samo to, da sem nehal v šolo hoditi. Prišel sem sam na izpite Balkane. Tako da sem te teste še pisal, ampak nisem pa več bolj druga polovica četrtega letnika, nisem sploh, pa imel sem tudi vse polupravičen, zato sem bil tak športnik, tako da ne vem, a šola ima dejansko, vsaj srednja šola, da bi ti pomagal v zvezi s tem. V osnovni šoli vem, da smo imeli psihologinjo,
medtem ko v srednji dejansko ne vem, če smo jo imeli. Kako je to v resnici? Ja, jaz bi še eno stvar samo rekla, Ja. kar se profesionalnih športnikov tiče. Ne? To je življenje, ki je zelo visokih amplitud. In ko končajo za kariero ali pa da se iz nekega razloga prekine, so pogosto lahko neka depresivna razpoloženja. Ne mogoče depresija kot taka, ampak depresivna razpoloženja. Ker gremo mi iz 100 na 0. In se enostavno ne znajdejo. Nastane en velik prazen prostor, nimajo več strukture, nimajo več tistih nekih ciljev, ki jih morajo več čas doseči. In nastane velik prostor, kjer se nimajo ničesar za oprijeti. In se morajo na novo identiteto postaviti. Sprej, kdo sem jaz, če nisem športnik? Ja. Drugače je veliki del identitete zgrajen okrog tega, jaz sem športnik, kot vi košarkaš. In ko tega ni, ko mi to vzameš, se malo tako, aha, kaj pa zdaj? Ne? In rabijo čas, da se adaptirajo na novo stanje. No. To, da vam se teže vrniti, ne, to se pravi, imamo pozicijo iz absolutno vse pa absolutno nič. Ne, normalnost bo zdaj tisto 2-3 na teden, ne. To pa je potem tisto, da vzdržujemo neko vitalnost. Ne. Lahko pa smo nagnjeni nekim ekstremom in profesionalni športniki so zato potem uspešni, ker so nagnjeni k ekstremom. Ne. Ja. Zato so lahko potem težave, ko prekinemo z nekim profesionalnim športom. Ne. Kar se šole tiče, je odvisno od šole do šole, nekateri so bolj ozaveščeni, imajo več nekih izobraževanj. Spet je odvisno od učitelja, ali kaj opazi, ali se sploh posveča temu, da opazi, a ne, ali so spet mladostniki samo vedensko neprilagojeni. A ne. In potem od šole do šole odvisno, a imajo psihologinja, imajo svetovalko, a se mladostnik odloči, da sam pristopi, ali naprimer razrednik v nižjih razredih je zelo pomembno, da razrednik kaj opazi, a ne, ker otrok sam pri sebi definitivno ne bo, pa da mogoče starše kontaktira, a ne, da se skupaj pogovorijo. To je bi bil pravi pristop. No. Ja. Pa tudi pri mladih je dosti stigma še vedno okrog tega, da mogoče pač depresija itak ne obstaja. Na to večkrat slišimo, da depresija je pač nekaj, kar smo si zdaj izmislili, zato da lahko imamo eno težavo. Ne? In pač šole bi mogle mačkam bolj govoriti o tem, da to je dejanska stvar in bi se mogli tudi v šoli naučiti, da so to dejstva na koncu. Mislim, da do zdaj so mladostniki pod dosti večjim pritiskom, kot je to bilo nekoč. Ja. Zato je tudi trend takšen, da je depresija v nekem naraščanju. Ne. To se je pokazalo prvi moment v času covida, ko je prišlo do izolacije, ko so prišle tudi druge težave, mogoče težave v družini. Potem so tudi nasilje v šoli, a ne, ki velikrat botrujejo tudi nekim anksioznostem oziroma depresivnim stanjem pri otrocih oziroma mladostnikih. Ne. Tako da tudi pritiski so, kar se tiče neke akademske uspešnosti, kaj pričakujejo od sebe, kaj pričakujejo, kako bojo izgledali. Ne. In tukaj socialna omrežja naredijo več škode kot pa plusa, žal. Koliko dajo tudi plusa v neki informiranosti, mladostništvo je to takrat, ko želimo fit in z drugimi, a ne, želimo biti podobni, da bomo nekako nek bond spostavili, a ne. In zato se primerjajo in iz tega je primerjanje podobno kot neka kritika na koncu, a ne, ker če ne dosegamo neke vizualne podobe ali pa nekih uspehov, kot drugi se lahko hitro počutimo nesposobni, ne, in potem to pade na neko, bomo rekli, da zgubimo motivacijo, da bi karkoli naredili, a ne. Ja, tukaj v bistvu, če lahko sam dodam. Ja. V bistvu pri meni je bilo, da ko sem bil v tej depresiji, kadarko sem šel, pač takrat je bil Facebook popularen, kadarko sem šel na Facebook, pa sem videl svoje prijatelje, ki potujejo, pa imajo službe, pa uživajo v življenju. To je bilo, to mislim, da je še sam slabše naredil takrat. No. Tako da v tem primeru, da se primerjaš s svojimi sovrstniki, pa vidiš, kje so oni, kje si ti, je kar težko. Ja, pa jaz recimo pri mladih opažam tudi to, da se v bistvu primerjajo preveč starejšimi. Zaradi tega, ker vsaj jaz, dobro, ko sem začela, sem bila tam 18, takrat so pač me spremljale tudi toliko stare, ko sem bila jaz. Zdaj sem stara pa 26 in me spremljajo pač 13-letnice, ki pa ne morejo biti to, ko sem jaz. Dolgo sem imela take v bistvu težave sama s sabo, kako naj jaz se približam v bistvu mladim, da ne bojo imeli občutka, da morajo biti to, kar sem jaz, ker ne morejo imeti telesa odrasle ženske, ne morejo imeti službe, ne morejo v bistvu biti
finančno na svojem. In je tudi to ena taka stvar, ki v bistvu lahko dosti pritiska na mlade, sploh na punce, se mi zdi. Pa je itak tukaj še izgled, pa filtri, pa vse to, da je mogoče tudi zaradi tega več depresije in teh občutkov. Ja, neka nerealna pričakovanja se razvijajo. Ne? Ja, to. Kako bi pa lahko v bistvu še boljš destigmatizirali, to je zelo težka beseda, kako bi lahko boljš destigmatizirali depresijo in predvsem zdravljenje? Kako bi lahko to nekaj mečkam bolj približali mladim in jim predstavili, da je to nekaj čist, kar jaz hodim na terapije, ti si hodil na terapije, Ja. vsi lahko hodimo na terapije. Mislim, jaz sem mnenja, da vsi bi rabili hoditi na terapije, tudi tisti, ki nimajo nobenih težav, se mi zdi, da vsakmu bo definitivno prav prišlo, zato tudi, ker sem bil pač športnik, definitivno pač smo vsi imeli, takrat, ko smo bili na visokem nivoju, smo imeli tudi pač tedensko psihologinjo in tako naprej. In se mi zdi, da pač v vsakem primeru pride prav, tudi če nisi depresivan. Ja. Pa jaz kot youtuber sem eden od njih, ki proba povedati ljudem, da naj si najdejo pomoč pa te stvari, ker pač ta toxic masculinity, ali kako bi rekel, je zelo popularen, ali kako bi rekel. In rečem, da pač, če si moški, še vedno lahko jokaš, še vedno lahko poveš težave, tako da probam malo to zagovarjati. Ampak kako se pa prime, pa ne vem, ampak če eden posluša, je že uspešek. Ja. A je drugač razlika med moškimi in ženskami, kako dojemamo depresijo in v bistvu tako si rekel, da je ta toxic masculinity, ki se ne upajo govoriti o tem, ne upajo jokati. Ženske smo pa mečkam bolj odprte glede tega, kakšne so tukaj razlike. Ja, to je že v sami vzgoji, ne, se je Žiga lepo povedala, ne. Vzgoja je taka, da večkrat slišimo, ti si fant, ne jokata, ne. Ja. Ampak jok je odraz neke žalosti ali pa stiske, ne. To je normalen odziv na to, kaj doživljamo, ne. Ampak pri fantih je večkrat, ne, ti si močen, ne, ti tega ne moreš doživljati, ne. Punce imamo več dovoljenja tukaj, ne. Imamo pa verjetno veliko manj dovoljenja za biti jezne. Zato je več umika, ne. Mogoče tudi v času, ko so punce depresivne, je več samopoškodb. Pri fantih mogoče malo več nekega tveganega vedenja. Ne. Kako pa destigmatizirati je pa tako, da se čim več o tem pogovarjamo. Ne. Občutki, ki so, pašajo v to bolezensko stanje. Ne. Tako kot imamo druge bolezni, imamo tudi depresijo. In takrat, nimamo volje, da bomo babali ali pa se stoširali ali pa šli ven, enostavno ni moči. Ne, veliko je ene telesne izčrpanosti, ne, in prej bomo spregovorili, več bomo govorili o tem, prej bo nekdo poiskal pomoč, krajši čas bo trajalo in tudi manj ponovitev bo, ne. In da res depresija ni odraz šibkosti, ne, ampak pač stanja, ki se zgodi iz nekega vzroka. Depresija ne nastane kar iz nič, ne. Se pravi, ali je neko življenjsko obdobje, ki nas potisne čez rob, pa se potem s tem soočamo, ali so to mogoče neke genske predispozicije, ki jih imamo, ampak ponavadi je pa kombinacija večjih dejavnikov. No. Kaj bi pa v bistvu lahko kot družba naredili, da bi nekako zmanjšali in stigmo in to, da je v bistvu toliko tega, da, tako smo prej rekli, socialni mediji bi mogoče lahko bili majčkeno bolj realni, ker se mi zdi, da se zelo predstavljamo kot neka popolna življenja in se mladi dost primerjajo in je tudi to posledica. Kaj bi lahko naredili glede tega? Da smo manj obsojajoči. Ja. Ne, to se pravi, da tudi če ne razumemo nekoga, to ne pomeni, da ne moramo vprašati, kaj to sploh je, ne, se pozanimamo, ne. Ne, da imamo že neko absolutno mnenje, ne. Meni se to ne more zgoditi, ali pa depresija kar izveni, depresije ni. To so vse neki miti, ki ne držijo, ne. Kaj pa ti praviš? Tle sploh ne vem, kaj bi povedal v bistvu zraven, ne vem, kaj bi dodal. Nimaš kaj za dodati? Ne, smo tukaj preveč dejansko pametno ne, povedali. Zdaj pa eno čisto strokovno vprašanje. Kaj je v bistvu najučinkovitejša metoda za zdravljenje depresije? Zdaj odvisno če je na samem začetku, ko poiščemo pomoč, je lahko psihoterapija čisto na mesto. Potem se pa psihoterapevt po nekem pregledu mora odločiti, če vidi, da ni nekega napredka. Tudi je treba se zavedati, psihoterapija za depresivne, ki so nekoliko bolj globoko v depresiji,
da je treba predvsem suportivno psihoterapijo delati, nikoli ne neko kognitivno vedenjsko, ker oseba nima moči, ne bo nekega uspeha in potem lahko gre še nižje. Potem je pa tukaj seveda podpora medikamentozna, včasih je tudi potem potrebno poseči, predvsem zato, da se nekdo malo opolnomoči. Sploh, ko so težave z spanjem ali pa anksioznostjo, se nekdo je toliko izčrpan, da enostavno se ne more sam pomiriti. In takrat je medikamentozna terapija sigurno na mestu. Potem se ga spremlja in ponavadi v tej kombinaciji je lahko veliko uspeha. Se pravi, kaj bi bila neka, kdaj je stanje v bistvu še toliko dobro, da se ne rabi antidepresivov, pa kdaj je v bistvu tista točka, ko se pa je potreba iskati pomoč pri zdravilih? Psihiatru oziroma splošnem zdravniku za predpis medikamentoze. Takrat, ko oseba enostavno nima sama moči, ne zmore sama. Takrat tudi psihoterapija, bom rekla, je treba zelo previdno. Ne moramo nekomu pripovedati, kaj je potrebno vse narediti, da se bomo izvlekli iz depresije. Tako da zelo začnemo suportivno, z nekim svetovanjem, z neko psihoedukacijo. Ampak če so težave, ki so tudi dlje trajajoče, potem je tudi posvet pri psihiatru zelo na mesto. In kombinacija ponavadi je tudi zelo uspešna. Ja. Zdaj, na družbenih omrežjih velikokrat slišimo, da se v bistvu depresijo da pozdraviti s prehodom, s telovadbo. A je to nasvet, ki je na mestu, ali je mogoče pa ni tako simpel? To je eden delček, ki pomaga k izboljšanju. Seveda fizična aktivnost je zelo na mestu, ampak če je nekdo močno depresiven, ne bo imel energije. In siliti ga v nekaj absolutno ne bo obrodilo nobenih sadov. Tako da na začetku so res sprehode, res kratke, to, da gre nekdo ven, mogoče s prijateljem, mogoče s družinskim članom. Premiki so majhni, ampak na koncu se potem to obrestuje, tudi kar se prehrane tiče. Da ni veliko sladkorja, ampak da je neka uravnotežena prehrana. Da se peljajo tudi neke sprostitvene tehnike, ampak zato moramo biti tudi malo polnomočeni. Če nismo, je potrebno res počasi. Ja. Kako si pa ti našel moč, da si v bistvu začel premagovati to? Mislim, zdaj že je to 6-7 let nazaj, tako da se malo težje spomnim. Ampak vem, da sem začel telovaditi šele po 2-3 letih, tako da definitivno se mi zdi, da sem mogoče prišel do te točke, da sem se končno lahko spravil nekaj narediti. Zdaj ne spomnim se, jaz sem si prej govoril, da moram, lahko, da je bilo to, kar sem tudi zdaj, recimo, če se pogledam gledalo, pa pač nisem zadovoljen, kako izgledam, da me to sprav, da začnem pač delati. Ne vem, zdi se mi, da se sam zgodi en klik in pač greš. In pač en nasvet, ki ponad bi dal folku, je, da v bistvu, če si rečeš, moram začeti telovaditi, je, da greš ta moment telovaditi, ne da si rečeš, bom jutri začel. To se mi zdi, da je največja stvar, da če si nekaj rečeš, da moraš ta moment narediti, pa nima veze, če je 2 zjutraj. Ja, vedno je jutri, pa vedno je naslednji ponedeljek, pa bom prvega, pa za nov let. Ja, to je kar ena taka. Tukaj je okno priložnosti odprto, nekateri rečejo 5 sekund, jaz rečem 3 sekunde. Ker če takrat ne narediš koraka, potem bo jutri. Jaz sem ponavadi delala to z odštevanjem. Če hočem nekaj narediti, samo odštejem si od 10 do 1 in pa se ostanem in grem. To je bil en tak moj način, da sem se v bistvu jaz mačken spedenala in se malo zbrcala in je dosti pomembno, da se vsaj v začetku sam sebe tudi prisiliš, dok se še lahko. Kasneje itak. Ja, meni je vprašanje zmanjkalo, sama. Ja, verjetno podcast posluša tudi kdo, ki mogoče ima prijatelja, ki ima te težave. Kaj bi bil en nasvet za takega človeka, ki vidi, da ima prijatelj problem? Kako naj pristopi do njega? Mislim, da prvi taki nasvet je sploh sprejeti omejitve, ki jih ta prijatelj ima. Depresivni se ne odzivajo, ne vračajo sporočil, ne vračajo klicev. Zelo težko sprejmejo neko odločitev, vsaka naloga jim je napor. Da poskusijo še enkrat, kadarkoli, da so tam, da so pripravljeni. Da verjetno se ne bosta družila nekaj časa na isti način, kot sta se prej.
Ja. A ne, da ta prijatelj ne prevzema odgovornosti za prijatelja, ki je v depresiji, ampak da ostane res prijatelj, da ne postane terapeut, ker je to lahko veliko breme. A ne. Ja, pa hitro se tudi zgodi, da mogoče prijatelj reče, saj se itak nočeš več družiti z mano. Se pač ne bom več in ne bom več poskušal. Ne? To je treba res razumeti Ja. človeka. Ja. Predvsem to, no, ker tukaj lahko pride hitro do nesporazuma, ne, ko se depresivni ne odziva. Ne. Ja. Si mogoče imel kako tako izkušnjo? Ne, tle sploh nimam nasveta, ker v bistvu jaz nikoli nisem iskal pomoči. No. Mogoče je bil tudi občutek, da veliko ljudi ni tega vedel, čeprav mogoče me sam pač niso več videli, a ne, ali kako bi rekel. Pač edini, ki so mogoče, da bi posumali te, s katerimi sem online igral. Ampak z njim sem bil tako skozi stik, smo bili pač prijatelji, a ne. Smo v bistvu pomagali sam s tem, pač, da so bili tam, a ne, da smo skupaj igrali. Ti je to veliko pomagalo, da v bistvu da veš, da imaš nekaj ljudi. Ja, mislim, Tudi, če ti ne... Ja, pač mislim, nič ni bilo, da bi mi pomagali v zvezi s tem. Sej zdaj težko je vedeti, da so oni dejansko vedeli, da sem bil pač depresiven, a ne. Pač vedeli so, ok, imam zelo slab spanc, a ne, kdaj se zbudim, pa to so vedeli, ampak pač dvom pa, da so vedeli pač zakaj, a ne. Pa ste se pol kaj pogovarjali o tem? Mislim, zdaj večina vejo, zaradi YouTube-a sem že to pač govoril o tem, a ne. Ampak ja. Pa ti kaj rečejo, mogoče, da jim, ne vem, bi ti zdaj pomagali, če bi vedeli ali pa kaj, kao oni pravijo. Mislim, težko je povedati, no. Tudi zdi se mi, da tudi jaz nimam odgovora, kaj bi mi pomagala, ne, z njihove strani. Tako da... Ti je verjetno najbolj to pomagalo, da sam enostavno so. Ja, v bistvu, in da te ne pustijo nekje. Ja, pač da, ker grem igrat, imam nekoga tam zraven, da se z njim pogovarjam in to je to. Ja. Še eno zanimivo vprašanje imam v bistvu od ene moje prijateljice in to je, so obdobja čez leto, kjer je več depresije, kdaj je manj depresije, recimo vemo, da obstaja seasonal depression po zimi, ker pač ni sonca, sploh v Ljubljani, ki ga imamo gli za 15 minut. To obstaja? Ja, to obstaja. Ja. Dejansko govorimo o sezonski depresiji. Ne. Ja. Se tudi na Finskem je to velika tema, ne, ker ni nikoli sonca. Tako da pri nas se tukaj opazi, da razpoloženje postane bolj nizko, ne, bolj turobno, ne, imajo nekaj motivacije, da bi se gibali. Tako da ni nujno, da se bo to razvilo v neko globoko depresijo, ampak ja, poročajo o težavah z razpoloženjem, z voljo, z apetitom, ne, bolj so ješči. Spanec se jim mogoče malo zamakne in tako naprej. Si ti, da je kaj takega opazil? Ja, jaz mislim, da to opazim zdaj pač nasplošno, ko iščem fitness. Iščem fitness, ki je svetu. Se mi zdi, da če je temen fitness, da dejansko ne želim iti tja, imam takoj, ne vem, ker sploh ne morem razložiti, no, ampak slabo se počutim sam, da razmišljam o tem, no. Ja, da bi šel v en prostor, nekam trenirati, pa da je tam čisto nov kleti, ko včasih, takrat sem začel trenirati, sem prav v kleti treniral, sem se v olimpijske kroge naštimal, pa tako, ne. Ampak da bi zdaj šel to delati, se mi zdi, da ni šans, no. Ja. Sicer ti imaš studio v kleti? Ja, sam pač, je zdaj prenovljen, ni več tako kot klet, zgleda dejansko kot soba, ne, tako da je bolj tak občutek domač. Imaš malo več tudi svetlobe, da tudi, nisi v temi, da nimaš tega seasonal depressiona čez celo leto, ker si pač v kleti. Ja. Kako pa lahko v bistvu okolje pomaga pri tem, recimo narava, da gremo da živimo v okolici mesta proti naravi? So tu razlike tudi? Jaz mislim, da je tu zelo pomembno to premikanje. Ne? Depresija je precej statična. Ne? Veliko je potreba potem, da sedimo, da ležimo. Ne? In s tem se tudi občutki poglabljajo. Ne? Kakorkoli smo mi zmožni malo premika telesnega, damo prvo informacijo telesu, gremo, se bomo premaknili, ne? Bo boljš. Zato toliko spodbujamo to fizično aktivnost. In če gremo v naravo, definitivno je to lahko samo plus. Vsak sprehod v naravi je plus, ne? Se počutimo bolje po tistem. In eden je svež zrak, drugo je pa tudi, da smo fizično nekoliko aktivni. Ne? Takrat ne rabimo neke velike družbe, ampak sam ta telesni premik. To je prva informacija tudi možganom, da se lahko kaj premakne. Ne? Podobno je tudi z dihalnimi tehnikami, ki jih toliko promoviramo, pa se jih toliko nekako izogibamo ali pa jih jemljemo zelo z lahkote. Ampak če to dejansko vadimo, lahko veliko pomagamo pri sproščanju, ne? In potem tudi kot pomoč pri uspavanju. Spravi dihanje na preponu. Zakaj je to pomembno? Ne? Ker možgani razumejo, da je vse v redu. Ko smo anksiozni, dihamo samo do vratu nekje
In to je prva informacija možganov, aha, nekaj ni v redu, jaz se moram odzvati, ne, moram biti še bolj aktiven, potem smo ponavadi še bolj anksiozni. A ne. Ja. Tako da ja, delo s telesom, tako pri depresivnosti kot pri anksioznosti je velikega pomena. Ne. Ne samo kako razmišljamo, čutimo, ampak tudi kako smo telesno. Ne. Ti si rekel, da si našel svoj svet v igricah. A se ti zdi, da ti je ta eskapizem v bistvu pomagal, da si nekako pobegnil od svojih težav v resničnem svetu, da si bil nek, kjer pač nisi ti, ni več tvojih težav in si v bistvu v enem takem čist drugem svetu? Mislim, ja, to se mi zdi, da se itak dostikrat v videoigrah govori o tem. Ja. Tako da definitivno je tako, da pač pozabiš svet. No, tako, ker mi je bila prej košarka, sem pozabil pač vse ostalo. Ne, pač bil sem tam, igral sem košarko. Ampak pol pač bila košarka razlog, da sem v to padel, pol košarka ni bil več ta escape, tako da sem pol najdel pač videoigre. Ja. Tako da jaz mislim, da so mi tukaj zelo pomagale, ker pač veliko ljudi mogoče ne podpira, da toliko igraš, ker sem jaz takrat sem res igral po 12 plus ur na dan. Ne? Ojoj. Ja. Ampak se mi zdi, da če ne bi imel takrat videoiger, ali ne bi bil tukaj, ali pa pač bi zapadel v kakšne hujše stvari, kot so droge, alkohol pa te stvari. Ne? Ja. Se pravi, lahko v bistvu ena taka stvar tudi pomaga, da je to kot ena stvar, da najdeš nek svojo, kako naj temu rečem, svojo aktivnost, ki ni pač, kar bi lahko bilo slabš. Pri Žigi se je pač obrnilo v plus. Ja. Čisto preprosto, on je iz teh igrc potegnil nekaj dobrega zase, kot je rekel, imel je socialne kontakte, z nekom se je družil. Res, da so bile to pač drugačne ure. Zdravo definitivno ni bilo, ampak v tistem momentu mogoče najboljše, kar se je dalo narediti. Ne. Zadnje vprašanje za vaju. Kaj bi dala en nasvet za nekoga, ki ima te težave? Jaz bi tako na prvo rekla, da ne bežati pred lastnimi občutki, ne? Ker nas zmeraj nekako lovijo oziroma postanejo še težje. Izpostaviti, pogovoriti se z nekom, ki nam je blizu in mogoče poiskati tudi pomoč, če je to potrebno. Jaz bi pa rekel, pač definitivno ne biti tako kot jaz, ampak najti si pomoč, recimo sploh, če imate pač to možnost, da vprašate mami za pomoč ali očija. Meni se je mami vedno ponujala, pa nikoli nisem vzel te pomoči, tako da če bi šel nazaj, bi definitivno to bila ena stvar, ki bi spremenil. Najlepša vama hvala, res hvala za vse odgovore. Ampak nismo še fertik, imamo tukaj še publiko, ki bo tudi postavila svoje vprašanja. Pa dajmo kar začeti, kdo bo prvi. Zdravo, jaz bi samo vprašal, ali sprememba lokacije lahko pozitivno vpliva na psihično zdravje? Sprememba lokacije, ja, moja prva misel je šla, če je bila prejšnja lokacija kakorkoli povezana z kakršnikoli nasiljem, spravi, kakšni so bili odnosi tam, ne. Lahko se lokacija vpliva na izboljšanje psihičnega stanja. Zdaj pa, da bi se nekako preprečila oziroma izboljšala depresija, to pa mislim, da je to lahko samo en delček rešitev, ne pa cela. No. Ja. Hvala. Hvala za vprašanje. Še kdo? Mene pa zanima mogoče glede jemanja antidepresivov na dolgi rok. Kako je s tem? A so zasvoljivi ali... To je sicer bolj vprašanje za psihiatra, tisti, ki predpiše medikamentozo, ampak načeloma po mojem znanju antidepresivi niso za na dolgi rok, so neko prehodno zdravljenje. Nekateri ga uporabljajo dlje časa, ampak da se tudi z drugimi pristopi prenehati z antidepresivi in imeti neko kvalitetno življenje. Ne? Hvala. Naročite se na YouTube kanal Zavarovalnice Triglav in vidimo se v naslednji epizodi podcasta. Čau!